Jan. Dober dan. Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala kolegu, ki je tako dobro predstavil, kje se da vse vsebine vključiti. Jaz bi rada predstavila samo en primer dobre prakse. Naša šola je že tretje šolsko leto letos vključena v sam program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Prvo leto smo se lovili, tako kot se mogoče lovi tudi marsikdo od vas, ampak s svojega vidika lahko rečem, da ocenjevalci razumejo in spoštujejo tudi to, da ste novi, tako da ne se bati ocenjevanja. Če se potrudite po svojih najboljših močeh, ocena že ne more biti slaba. Jaz vam bom danes predstavila infotočko in sicer ta je v bistvu nadgradnja, tako da ta je v bistvu naša druga infotočka. Letošnje vam ne smem izdati, zato da ne boste kopirali, ne? Kar zadeva pa prve infotočke je bila pa dosti klasična. Mi smo si zamišljali, da bo to nek prostor, kjer bomo imeli malo plakatov, malo zgibank in bodo dijaki samoiniciativno noter hodili, s tem, da smo naprej določili tudi 3 dijake, ki bodo skrbeli za infotočko. Potem smo ugotovili, da je zadeva dosti suhoparna pa dolgočasna, da je v bistvu čisto vseeno, če mi tam postavimo en vrtiljak, pa pač si bodo zbrali oziroma bodo vzeli tiste stvari, ki jih zanimajo. Zato smo si potem za prejšnje leto izbrali infotočko, ki bi bila blizu dijakom in pa kaj oni radi delajo. Tako smo z prvo generacijo dijakov ambasadorjev začeli zbirati ideje, načrtovati in pa konec koncev tudi postaviti infotočko. In sicer dijaki so navdušeni nad escape roomi. In mi smo si zamislili infotočko v obliki escape rooma, kar pomeni, da so morali dijaki ambasadorji za svoje naslednike oziroma za bodoče ambasadorje pripraviti vprašanja in zanimive naloge v stilu escape rooma. To je pač vključevalo vprašanja in pa iskanje namigov v obliki Morseve abecede, potem z raznoraznimi znaki, piktogrami in tako naprej. Tako da tukaj sta 2 fotografiji, kako smo mi to postavili in pa seveda na koncu vsakega escape rooma je treba najti ključ, da lahko pobegneš. Mi smo si sam escape room zamislili tako, da smo skupine razdelili po 4 do 5 tekmovalcev. Preden so vstopili v samo sobo, so morali odgovoriti na vprašanje. Nato pa so začeli z iskanjem gesla. Zdaj sama gesla oziroma deli gesla so bili skriti v predalih, pod slikami, potem pod mizo. Ni bilo pravila, kje je treba začeti, kje je treba končati, na koncu je bilo treba pač geslo sestaviti. Tako smo vključili razne evropske znamenitosti, potem smo jim zapakirali številke ali pa gesla v embalažo od Kinder jajčkov, pa so morali tam najti ustrezen odgovor, do tega, da smo jim dali različne simbole, iz katerih so lahko določali črke številke. Potem smo jim dajali tudi številčne kode, ki so jih morali v bistvu rešiti, zato so lahko prišli do vprašanja in pa potem najti tudi odgovor. Tukaj imate posnetek, ki so iskali namig s pomočjo Morseve abecede. Zadnji za sliko vidite rumen listek, tukaj se je skrivalo eno od gesel in na primer pomoč pri odgovoru na vprašanje je bilo, da je iz samih znakov Morseve abecede je bilo pač sestavljeno geslo slika. In ker je bila to edina slika, so tam lahko našli naslednji namig. Potem so morali najti ključ, da so odprli predalnik. Takole pa izgleda sestavljanje gesla. Zdaj, mogoče boste rekli, to je zelo zamudno, veliko časa vam vzame in tako naprej. Zdaj, dijaki ambasadorji prve generacije so to z veseljem pripravljali in to je bilo nekaj, kar je bilo blizu njih. Na fotografijah so oni, zato ker so morali potem ta escape room tudi prvi sprobati. In mogoče tisto, kar je tukaj največja slabost, ni potrata časa,
v narekovajih, ki so ga oni morali vložiti, ampak v bistvu časovno zamudno za skupino, namreč sam escape room traja med 10 in 20 minut in pa vsakič, ko je igra končana, morate vse listke na novo noter zložiti. Ampak glede na to, da smo mi imeli odprto, se pravi ta escape room za več razredov, da so bili spremljevalci profesori in pa da so se dijaki ambasadorji razporedili, se pravi glede na časovnico, kdaj bo kdo zlagal nazaj, to nam ni predstavljalo večjih ovir. Kaj smo pa videli kot prednosti? Zdaj, to je bil za njih nek icebreaker, se pravi, so se med seboj povezali, so izmenjali svoja mnenja, so delali v timu, sodelovali, predvsem same skupine dijakov, ki so bile znotraj escape rooma, so morale sprejemati kompromise, ker so bili razdeljeni na ključno, to niso bili dijaki, ki so bili, ne vem, tudi najboljši prijatelji in podobno, ampak so bili pač sošolci, ki jih mogoče prej niso tako dobro poznali, zato so morali sprejeti njihovo drugačnost. Predvsem pa se mi je zdaj zelo pomembno, da so se povezali dijaki ambasadorji, ki v sam program šele vstopajo. Kot vidite, imamo prednosti več kot slabosti in tole je bilo geslo, če ga prej niste si dobro razbrali. Če imate kakšno vprašanje? Ne? V redu. Hvala lepa.